Gospod Stevanović, najprej, kdaj oziroma za kdaj konkretno načrtujete pot v Moskvo in kako bo to zunanje politično tudi usklajeno? Ste prepričani, da boste res odšli? Kot že rečeno, tukaj je precej odvisno od od oddelka našega za zunanjo politiko in pa od protokola. Absolutno bom odšel v Moskvo. To je samo še eno od obljub več, ki jih neprestano izpolnjujemo tudi po volitvah. Dejansko smo rekli pred volitvami, da bomo po celem svetu gradili mostove, da bomo pridobivali zavezništva na vseh straneh in da bomo delovali v korist Sloveniji. Se pravi, zastopamo interese Slovenije, želimo biti prijatelji z vsemi in ne iskati sovražnikov. Tudi če to ne bo usklajeno z zunanjim ministrstvom slovenskim? Jaz mislim, da bomo znali uskladiti, opravičiti to in bomo tudi kasneje, ko bo vlada seveda formirana, moramo najprej vedeti, kakšna bo sestava seveda vlade, ampak vsekakor se bom potrudil, da to čim prej izvedemo, zaradi tega, ker, kot sem rekel, to je naša obljuba volivcev. Pa ste se s kom slišali iz Moskve? Ste dobili kakšno uradno vabilo tudi, da pridete? Ne, jaz tudi iskreno tudi te čestitke še nisem videl, me pa navdaja s ponosom, zaradi tega, ker je očitno, da čestitke dežujejo iz celega sveta in težko si predstavljam kogarkoli drugega, ki bi bil izvoljen na čelo slovenskega parlamenta, da bi prejel toliko čestitk. Gospod Bratušek, kaj pravite? Se strinjate s to namero šefa parlamenta, gospoda Stevanovića? Jaz bom rekla, da Državni zbor ni turistična agencija, da si zbiraš potovanja, kamor si želiš iti. Zunanja politika države bi morala biti usklajena v trikotniku vlada, zunanje ministrstvo, predsednica in predsednik Državnega zbora. Jaz upam, da se bo tudi predsednik Stevanović tega držal in da ne bo nekega soliranja, ki bi, kako naj rečem, Slovenijo lahko mogoče postavil na napačno stran. Ker kritike so že z Evrope. Tudi v Evropi. Jaz se strinjam, da je absolutno na mestu zidov treba graditi mostove, samo mogoče je treba tudi zbirati s kom. Še enkrat, absolutno si želim, da je to nekako v tem trojčku usklajeno. Gospod Stevanović, replika. Turistične agencije so privatna podjetja, ki delajo za privatno korist, tako kot marsikakšna vlada do sedaj. Medtem ko je pa naloga predsednika Državnega zbora, da dela v korist Sloveniji, državi in pa njenim državljanom. In mi ocenjujemo, in to so tudi državljani že jasno povedali, da je potrebno graditi po celem svetu prijateljstva in iskati povsod interes Slovenije. In to lahko storimo samo na ta način, da se čim bolj povezujemo z vsemi stranmi, tako kot sem rekel, ne bojo to Američani, Francozi, Kitajci, Rusi, Ukrajinci, ne glede na to, mi moramo biti tisti, ki bomo vodili politiko pragmatizma, od vsega imeli največjo možno korist in pa seveda lovili prijatelje po celem svetu. Torej povezovanje. Ne, bom vprašala, kateri državljani so to potrdili? Tisti, ki so v tem momentu glasovali za nas in tiste, katerim smo mi obljubili, da bomo to naredili. In mi neprestano svoje obljube držimo in jih bomo za vedno in vedno. Teh je 64 tisoč in nekaj, vseh ostalih je bilo milijon in nekaj, tako da verjetno kot predsednik Državnega zbora morajo vsi predsedniki in predsednice v bistvu spoštovati voljo vseh volivcev, ne samo svojih. Tako da jaz še enkrat apeliram in res bom rekla, zanimivo videti odzive tistih najbolj gorečih nasprotnikov Rusije, začenši z SDS-om, Novo Slovenijo in kaj pravijo v tem trojčku SDS, Demokrati, Nova Slovenija, gospod Stevanović? Ni potrebe, da podcenjujete naše volivce, ne glede na njihovo število. Tudi njihova volja je jasno izražena in prav je, da se tudi oni odločajo na podlagi svojih prepričanj. Kar se pa tiče vseh ostalih, je pa absolutno potrebno povezovanje. In tudi tukaj sem opazil strah v očeh nekaterih, ker prvi moj nagovor je bil točno tak, da bomo mi povezovali v parlamentu. In ko ti to nekomu poveš, on v momentu izgubi svojo retoriko, ker nima pravzaprav več česa govoriti, zaradi tega, ker se nima s kom prepirati. In če ti nimaš vsebine in programa, lahko samo propadeš. In pravzaprav v parlamentu si v tem momentu ne želijo določeni povezovanja, izključno samo zaradi tega. Kdo določeni?
Zdaj v tem momentu se je izkazalo, da je to ravno stranka Gibanje Svoboda. Zaradi tega, ker jih dejansko moti to, da govorimo o tem, da ne bo več prostora sovraštvu, negativni retoriki in stalnega iskanja sovraštva v nekomu drugemu ali pa sovražnika v nekomu drugemu. Ne? In zdaj, če ti nimaš vsebine in programa in če ti vzamem iz besednega zaklada enega človeka, ti nimaš o čem več govoriti. Jaz sem bil, gospa Krčmar, samo še to omenjam, prosim, v petek prvič prisoten na parlamentarni seji in seji MVK-ja. 90% časa je bilo namenjenega prepiru med dvema blokoma. O vsebini ni bilo sploh govora. In to je tisto, s čimer bi mi radi odpravili, ne? Se pravi, s temi umetnimi delitvami. Gospa Bratušek, izvolite. Jaz mislim, da ste vi s svojimi dejanji, besede in nasmeh iz ust vzeli predvsem svojim volivcem, svojim članom. Jaz bom rekla zanimivo ali pa pravzaprav žalostno je, da se je državljansko gibanje Resnica postavilo na stran covidnih ukrepov, na stran cepljenja, na stran prepovedi protestov, na stran nadziranja. Vse to je to, gospod Stevanovič, kar ste pred volitvami zagovarjali, po volitvah pa besedo snedli ali pojedli. Tako da jaz verjamem, da marsikomu ni več do besed, ampak kakorkoli, volivci imajo vedno prav, volivci bodo imeli prej ali slej spet prav, spet bodo lahko povedali, kaj je tisto, kar želijo. Jaz si seveda želim, da Slovenija ostane na pravi poti, da ne drugi dan po volitvah nekateri politiki menjate retoriko, menjate strani, meni preprosto se to zdi izdaja članov in voljivcev. Niti ene besede do zdaj še nismo snedli. Mi smo jasno govorili pred volitvami, da ne gremo v vlado Janeza Janše in da ne gremo v vlado Roberta Goloba in tega se absolutno držimo. Zelo težko mi moralizira o odnosu, našem odnosu do voljivcev nekdo, ki je zamenjal 8 ali več strank, obenem pa je bil imenovan za ministra, medtem ko njegova stranka sploh ni prišla v parlament. Tako da jaz pa, gospa Bratušek, zaradi tega na vas prav nič nisem jezen. In enako bom povezovalen in prijazen in strokoven do vas, kot do gospoda Vrtovca, kot do gospoda Janše, kot do gospoda Goloba in vseh ostalih poslancev, ker želim biti samo prvi med enakimi. Še enkrat ponavljam, niti ene naše besede nismo snedli in vse, za kar smo se pravi tudi leta 2021 in 2022, ko govorimo o kršenju ustave, zavzemali, se bomo tudi danes. Ne glede na to, kdo bo vodil vlado. Še replika kratka in gremo potem naprej. Še replika? Mislim, preberite si, kaj so o vas govorili te ali pa pisali te, ki so vas zdaj postavili za predsednika Državnega zbora. To ni moja retorika, bom samo eno besedo povedala, ki sem jo danes prebrala, drhal. To so ljudje, za katere ste ponosni, da so vas postavili na mesto predsednika Državnega zbora. Kot rečeno, volivci imajo res, nažalost, vedno prav. Jaz jih srečujem kar nekaj, ki povejo, da ste snedli besedo, tudi to, da izjava, overjena izjava danes ne velja več, ker ste v parlamentu, prej pa tako niste mogli sodelovati z gospodom Janšo. Tako da, ampak to boste vi morali povedati svojim volivcem. Jaz si samo želim, da vmes v Sloveniji ne bo narejeno preveč. Pa še pod vprašanje, v teh pogovorih smo zdaj bliže sestavljanju desno-sredinske koalicije. Ste se dobili ali niste? Replika pa to odgovorite. Mene ravno to skrbi, ko gospa govori, da imajo nažalost volivci vedno prav. Meni je v veselje, da imajo volivci vedno prav, obenem me pa niti ne skrbi to, kaj so nekateri pisali o meni prej, kot me skrbi to, kaj sem slišal v petek na seji od poslancev Gibanja Svoboda, glede na dejstvo, da so še dan pred tem imeli popolnoma drugačno retoriko z mano in o meni. A se je to tudi prepričalo, da boste zdaj prej sodelovali na desni sredini pri sestavljanju vlade kot na levi? Ni nas prepričalo, prav nič o to prepriča nas lahko samo to, kdo bo približal vse čim večjemu številu možnih poslancev, da lahko sestavi vlado in kdo bo lahko to je najbolj pomembno. Samo še zaključam, predvsem pa to, kdo bo lahko uskladil svoje programske točke z našim programom. Ali ste se v teh dneh dobili, gospod Janša, gospod Vrtovec, gospod Logar in vi? Edini moment, ko sem videl navedene, je bil petek na parlamentarni seji.
Se niste dobili trdite Ne, potem? absolutno ne. A lahko potem izvolite. vseeno mogoče ljudem povemo, če bodo poslanci resnice podpisani pod predlog mandatarja gospoda Janeza Janše? Kaj je s tem narobe? Še enkrat trdim, da lahko so V redu. podpisani pod kandidaturo gospoda Janše, lahko so podpisani pod kandidaturo gospoda Goloba. Pa se to neprestano trdimo. Mi smo pred volitvami jasno povedali, ne gremo v vlado enega, ne gremo v vlado drugega. Prav rad bi videl, da obstaja možnost tretjega bloka in to smo ljudi pozivali. Ne se tega zavedajo, da dejansko je ta umetna delitev na dva bloka v bistvu samo prevara. Ampak vemo pa tudi, kako tem desno-sredinskem trojčku ostalih treh gospodov, ki sem jih prej omenila, kaj menijo tudi, recimo, vi ste napovedali tudi referendum o NATO, recimo, vemo, kakšno stališče večine parlamenta, najbrž ne boste uspeli. Zato smo pa rekli, mi se povezujemo v tistih programskih izhodiščih, kjer smo si blizu. Tam, kjer si nismo, prav tako smo pa od začetka govorili, da to ne pomeni koalicijskih pogajanj glede tega, katera bo naslednja sestava vlade. In sem tudi vedno povedal, da tudi glasovanje ne bodo enotna. Gospa Bratušek, tudi Levica ni sicer bila v tej koaliciji naklonjena NATO? Ne, vse stališča so lahko drugačna. Tukaj jaz absolutno nimam problemov. Res pa imam probleme s politiki, ki v bistvu en dan po volitvah se najejo zarečenega kruha. S takšnimi politiki pa imam problem. Kakorkoli mi gospod Stevanovič očita, vedno sem na isti strani. Gospod Stevanovič, pa še enkrat boste mogli prešteti stranke. Tako da jaz mislim, da ljudi bistveno bolj boli to, da se človek, ki je protestiral proti covidnim ukrepom, kako naj rečem, speča ali pa poveže s tistimi, ki so ljudi, kot ste vi rekel, silili v cepljenje, ki so ljudi terorizirali, jih zapirali v občine in vi ste vse to zelo glasno zagovarjal proti, danes se pa s temi istimi povezujete in pravite, da gre Slovenija z njimi v pravo smer. To so čiste špekulacije. Dejstvo pa je, da smo mi takrat protestirali proti temu, zato ker je bilo kršenje ustave. In vsakič znova bomo protestirali, ko bo šlo za kršenje ustave. In ko smo mi protestirali, ko so nas špricali vodni topovi, solzivci, ko je bila masa ljudi, ki se je na trgih drla Svoboda, so današnji poslanci Svobode srebali konjak doma, gledali televizijo ob toplih kaminih, potem pa jim je predvsem establishment in mainstream predal našo smetano. In zadnji so, ki lahko te covidne ukrepe in proti-covidne proteste pravzaprav sploh omenjajo, ker ni niti moralno, niti legitimno. In se ne, poslanci Gibanja Svoboda, povezali z Janezom Janšo, ki je vse te ukrepe na Slovenkah in Slovencih izvajal, za razliko od vas. Absolutno, ampak še enkrat pravim, zato tudi mi ne gremo v vlado Janeza Janše, ne gremo v vlade. Ampak podpise za njegovo mandatarstvo boste pa prispevali. Torej smo bližje, lahko samo še za konec en stavek. Smo torej bližje desno-sredinski Jaz cenim koaliciji. to, da so nas podprli, absolutno cenim, ne cenim pa nekoga, ki ni sposoben niti čestitati novemu predsedniku državnega zbora. Sestavljena desne koalicije, desno-sredinske, gospod Stevanovič? Ne, to ni noben oris koalicije, to je dejstvo. Še ni kadrovskega razreza bilo, imate kakšne informacije? Ne, mi se bomo pogovarjali, ne, nimam, zaradi tega, ker se niti enkrat z nikomer od njim na ta način nisem srečal, da bi lahko karkoli takega naredil. Ja, sam stavek, pa res končam. Ne, škoda, da nismo prišli do vsebine interventnega zakona, kjer so tudi zelo zanimive rešitve, naprimer kapica pri socialnih prispevkih, tako da mogoče bi se... Ker je pa res dober, ker je interventni zakon omenila, zapuščina te vlade je bila videla danes pred zdravstvenim domom v Borovnici in interventni zakon predvideva ravno reševanje takih čakalnih vrst. 135 tisoč Slovenk in Slovencev nima osebnega zdravnika. In 200 tisoč evrov več za gospoda Brodnjaka. To pa vi. Moč ljudem, jaz bi spremenila moč... Se pravi, imate raj 200 ljudi, ki čaka pred zdravstvenim domom, kot da ima pa nekdo 200 tisoč evrov več. Ja, absolutno. Je treba zagotoviti, da bojo minimalne plače, povprečne plače više, tako da... Se to smo ravno predlagali. Ne, gospod Stevanovič, ne. Zagotavljate več denarja za bogate. Ne, medicinska sestra od interventnega zakona, veste, koliko bo imela? Vsem več. Dajte mi odgovoriti. Vsem več. Ne vem na pamet po... Nič.
To ne drži. To drži, a vam pokažem. To drži, ker imate Imela tle bo že več napisan. zaradi tega, ker od bo sedem- DDV na potrošniško košarico znižan na 5% in bomo 7.500 pocenili ceno dobrin in storitev Nič. in na ta način obenem energentu in na ta način bojo imeli cenejše položnice, če ne bi razumeli. Mi Medicinska razmišljamo o vseh, morate razumeti, o medicinska vseh sestra, državljanih, ne samo o zdravnik, privilegiranih. Delavec v komunali, Bodo imeli v cenejše DSO-jih položnice. ne bodo imeli nič več. Bodo Gospod imeli Brodnjak, položnice cenejše, kar pomeni, da bodo imeli več. gospod Brodnjak pa 200 tisoč evrov letno več v žepu. Pa ne vem, zakaj je zdaj gospod Brodnjak tako pomemben, jaz vam še enkrat govorim. Cenejše položnice za vas bodo, je če ne pomemben. drugega, skrajšane čakalne vrste in ne bo 200 ljudi čakali na zdravnika v Bomo bolnišnici. Če se To je strinjata, pomembno. bi nas Teničeva spet povabila in bomo nadaljevali na tej točki tudi vsebinski. Hvala lepa za nocoj. Hvala. Hvala.